Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Danes pa v Alumni Connect podcastu gostimo alumnija ekonomske fakultete, dekana in profesorja poslovne informatike, profesor dr. Tomaža Turka. Spoštovani dekan ekonomske fakultete, profesor dr. Tomaž Turk, dragi Tomaž, lepo pozdravljen in hvala, da si se odzval vabilu. Sicer po enem letu, že lansko leto, takoj ko si prevzel vodenje fakultete, so sodelavke iz alumnija rekle, bi bilo super, če bi povabili enkrat novega dekana v naš podcast. Pa si mi takrat rekel, dajva malček počakati, dajmo začeti, potem se bomo pa pogovarjali. Se mi zdi super, da sva počakala eno leto, ker imam odlično iztočnico. Kako bi ocenil prvo leto vodenja fakultete? Najprej hvala za povabilo, sem izredno počaščen za to, da se lahko pogovarjava na ta način in da si poveva mogoče tudi kakšno šalo. Vodenje, bilo je ludo in nezaboravno, bi lahko rekel, če se že malo pošalimo, ampak jaz mislim, da tisto, kar je zelo pomembno za fakulteto bilo za napraviti, smo napravili oziroma smo se s tem začeli ukvarjati že takoj na začetku mandata s mojo ekipo, in sicer 3 razvojni cilji, ki jih tehnično sicer potrebujemo oziroma smo jih potrebovali za EQUIS oziroma FMD, katere člani smo in imamo to akreditacijo. Smo jih pa resno vzeli, resno pretresli skozi debate, diskusije in dejansko za njimi stojimo in jaz osebno mislim jih tudi izvajati in jih že izvajamo. In to niso samo neke stvari, ki bi jih imeli na papirju. Naredili smo prenovo, tisto, kar je bilo treba narediti tudi glede strategije fakultete. Lahko bi rekli novelacija strategije oziroma dodali smo KPI-je, kot se temu reče, lepo slovensko, ne. Gospodarstvo zelo dobro ve, kaj to pomeni. Tako je. Tako da to smo bili še dolžni narediti, ker bom kar iskreno povedal, da sem zelo hvaležen kolektivu, ker smo strategijo pripravljali že nekaj let in smo jo sprejeli pred nastopom mandata novega vodstva. In dejansko je kolektiv tudi pripoznal ali pa prepoznal nekaj, in sicer, da ne more zakoličiti strategije, ne da bi tudi vodstvo potem imelo recimo malček le odprte roke, da tej strategiji še doda piko na i, ne. Tako da je bila strategija tozadevno malo odprta. No, in smo jo na ta način z neko manjšo novelacijo, bi temu rekel, tudi to piko postavili, ne. Ampak kaj pa je cilj? Kaj je cilj? Kje vidiš fakulteto čez 5 let? Ja, v bistvu teli 3 razvojni cilji že malo nakazujejo to. Pravzaprav jaz bom tako rekel, v teh časih, v katerih zdaj živimo, je težko imeti disruptiven pristop. To je nekaj, kar so poslovne šole učile še pred recimo 10 leti, ne. Da je treba biti disruptiven, kar je v končni fazi pomenilo tudi, da menedžment razmišlja o tem, da bo organizacijo svojo obrnilo kot nogavica na vsakih toliko let, ne. Tega niti pod razno podjetja ne delajo več na ta način, ne. In še pa sploh, če pogledamo akademske institucije, ne. Fakulteta, eden od sodelavcev mi je rekel pred kakšnim letom dni, da je easy biti dekan oziroma nekako v tem smislu, da saj ni tako hudo, ne, saj fakulteta gre neko svojo pot. Vseeno je pa treba tu pa tam malo popraviti krmilo, ne, tako kot tisti, ki ne vem, če si skiperka, jaz sem, ne, tako bolj recimo neprofesionalni za dopust. In pol, ko gre ladja na avtopilot, vsake toliko moraš pa le pogledati, ne.
No, ampak čisto resno, 3 razvojni cilji so zelo jasni. Prvi cilj je okrepitev naših trženjskih aktivnosti, pa ne samo, da bi rekel v tehničnem smislu, da bi, ne vem, neke nove kanale ali karkoli delali, ampak tudi, da predebatiramo našo identiteto in kje imamo trge za naše produkte. Se pravi, mogoče smo v preteklosti poudarjali fakulteto kot neko ime in tako naprej, to je izredno pomembno in to še naprej delamo, vendar moramo okrepiti tudi posamične produkte oziroma razmišljati o tem, kje nastopati z njimi, na kakšen način. In treba je vedeti, da produkti imajo različne trge, ne. Niso vsi enaki, niso vsi isti in je treba to premisliti in pravilno pristopiti k temu. To bo malo spremenilo recimo našo paradigmo v eni smeri. Tisto, kar sem rekel o okolju prej, je to, da se tudi naša regija spreminja, ne. Če smo bili še pred leti v neki vlogi pomoči našim kolegom, zlasti v jugovzhodni Evropi recimo, nas zdaj dohitevajo in moramo najti formulo oziroma naprej zagrabiti to sodelovanje na primeren način, ne. Tako da smo še vedno ali most ali pa nekaj drugega. V Evropo. V Evropo ali pa kakorkoli, ne. To moramo nekako skupaj vsi zagrabiti in vesel sem, da veliko ljudi na fakulteti razmišlja o tem in se pogovarjamo neformalno, bo pa prišel trenutek, ko bomo morali tudi kakšno delavnico narediti in debato in diskusijo in mogoče kakšno, ne vem, kakšen dokument o kakšni politiki, nenazadnje bo to verjetno šlo tudi v strategijo potem čez kakšno leto dni ali pa bomo videli, kako se bomo obrnili. Razvojnih idej je veliko oziroma veliko dela nas čaka. Če prav razumem, si govoril o večji prisotnosti ekonomske fakultete, močnejši vlogi ekonomske fakultete v različnih ciljnih skupinah in širše, verjetno tudi izven slovenskih meja. Čeprav je fakulteta izjemno močno pozicionirana že na jugovzhodnih trgih, pa tudi recimo, ko govorimo o prepletu z gospodarstvom, je ekonomska fakulteta zelo močno povezana in je bila vedno vzor sodelovanja fakultete z gospodarstvom, ne samo v regiji, ampak tudi širše. Nenazadnje imamo Center poslovne odličnosti, ki je eden od redkih primerov, kako je fakulteta organizirala to sodelovanje z gospodarstvom in prenos znanja v gospodarstvo. Ampak verjetno tega ni nikoli dovolj in je to treba samo še poglabljati in pospeševati. Tako je. To se vidi najbolj tudi pri študentski populaciji recimo, od kje prihajajo študentje, ne. In mi smo pred nekaj desetletji, 20 let, 25 let nazaj smo se odločili, da bomo mednarodna šola in to moramo krepiti. To je prava pot, videli smo, da je to prava pot, da smo dovolj kakovostni, moramo pa to nadgrajevati in iskati nove poti, da to obogatimo še dodatno, ne. In da pravzaprav unovčimo to našo kakovost, ki smo jo gradili in jo še naprej gradimo in krepimo, ne. To je ta ideja, ne, se pravi unovčenje tega. In trg se zelo hitro spreminja, svet se zelo hitro spreminja, konkurenca je globalna, mi se moramo primerjati z najboljšimi svetovnimi šolami in ne s šolami v regiji. In kako bi ocenil vlogo poslovnih šol v tem okolju? Kako se po tvojem mnenju spreminja vloga poslovnih in ekonomskih šol globalno? Prihajajo novi trendi, digitalizacija, v zadnjih letih trajnost. Ja, odgovornost pravzaprav poslovnih šol je kar velika. O tem smo se spraševali pred leti tudi že, ko so se pojavili muki, kot smo temu rekli, ne. Zdaj smo malo že pozabili nanje. Pojavila se je gospodarska kriza, potem covid in tako naprej. In v tistem trenutku so nekatere poslovne šole
že takoj, nekatere pa kasneje opazile, da mogoče ta paradigma, ki jo učijo, prej sem jo že omenil, disruptivnosti, ne. Disruptivnost je ne slišimo več vsak dan, tega izraza disruptivnost, ne. Takrat je bil pa recimo desetletje nazaj zelo v modi, ki naj bi pomenila neko ekstremno fleksibilnost, agilnost in tako naprej. Je imela pa druge posledice. No, in moram reči, jaz sem veliko sodeloval v preteklosti od leta 2000 naprej, 15 let v eni skupini raziskovalcev, to je bilo moje raziskovalno omrežje, raziskovalci pretežno iz Evrope, iz evropskih držav. No, in takrat smo opazili eno zadevo, in sicer, če se je v Evropi po drugi svetovni vojni oblikovala tudi na zahodu, v zahodni Evropi, neke sorte socialna država, ne, je zdaj v zadnjih nekaj desetletjih ta socialna država počasi spreminjala svojo naravo. Pa pri socialna država niti ne mislim na to, da nekdo dobi socialno podporo, pomoč in tako naprej, ampak da so družbeni sistemi v državah, tudi iz zahodne Evrope, veliko stvari urejale za državljane. Tako da pravzaprav državljan je imel nekatere stvari že kar urejene by default, če tako rečem, in mu ni bilo treba za to skrbeti. Potem pa v imenu recimo neke demokratičnosti, jaz sem bil enkrat na eni okrogli mizici, pač manjši dogodek, ki je bil pa tudi kolega iz Bruslja, pomočnik enega od komisarjev na temo informatike, ne. No, in potem njihov slogan takrat je bil, to je bilo že kar nekaj let nazaj, people should have a choice, ne. To je vse lepo in prav, ampak to pol pomeni, da imajo tudi odgovornost. Se pravi, ko nekaj izberejo zase, neko življenjsko pot, karierno odločitev, karkoli, ali bojo zavarovani za neko škodo, ki se jim lahko zgodi, ali pa ne bojo. Prej jih je država recimo prisilila ali pa zavarovala, ne. Pol je rekla država, ne, mi ne bomo več tega počeli, ampak to people should have a choice, ne. Je to pomenilo, da dobivamo nase odgovornost, da se moramo odločati, da moramo dobiti informacije, kar pomeni, da je, če grem v ekstrem, vsak prepuščen sam sebi. Mislim, to je res ekstremna trditev pol, ne, ampak če obiščete ZDA, ne, Združene države, in se pogovarjate tako, ne formalno na konferenci in tako naprej, ampak z ljudmi, ki tam živijo, tam se to izrazito vidi, kako je vsak odgovoren sam zase, ne. No, in to se je v Evropi spremenilo. Druga zgodba, ki je recimo povezana s tem mojim raziskovalnim omrežjem, je, da smo bili še navdušeni pred leti nad recimo družbenimi mediji, Facebook in tako naprej, ne, ali pa YouTubeom, vsak lahko zdaj kreira svoje, ne vem, filmčke, super, ne, ta demokratizacija družbe, super, odlična zadeva. No, zdaj vidimo s pojavom raznoraznih populističnih variant na ravni politike, ne, zlasti, ne pa samo politike, vidimo, da ima to lahko tudi negativne posledice oziroma take, ki nam niso ljube. In če pogledam recimo z nekega ekonomskega stališča, če govorimo o asimetriji informacij, ki je slaba z vidika učinkovitosti trgov, potem informatiki smo rekli, saj zdaj bo pa vedno manj te asimetrije in bo družba učinkovita in tako naprej, ne. Po drugi strani pa vidiš, da pravzaprav imaš tudi informacije, ki niso prave, ki so fake, ne, kot rečejo, ne. Kar pravzaprav pol še poslabša zadeve, ne. In tako to, da ti, ko nekaj prebereš, kjerkoli že prebereš in temu zaupaš, ne, tega se moramo pravzaprav naučiti. Orodja oziroma ti družbeni mediji pa nam pri tem doslej še ne pomagajo, ker ti sugerirajo ravno tisto, kar hočeš
Tvojo resnico, ki je lahko skrivljena, jo poudarijo. In Se pravi, kritično razmišljanje se ti zdi tisto, na čemur moramo imeti poudarek. sam majčkena replika, kritično razmišljanje ampak konstruktivno, ker kritizira lahko vsak, ampak pol, ko nekaj ugotoviš, da mogoče je pa to nekaj narobe s tem, moraš pol tudi predlagati oziroma iskati rešitve, Ampak spremembe so ogromne. Zdaj na trg prihaja za generacijo oziroma na trgu je že za generacija. Fakultete imamo srečo, da smo stičišče za generacije 3 do 5 let vsaj, in če kdo jih mi poznamo dobro. Ali misliš, da se univerzitetno izobraževanje dovolj prilagaja trendom, ki prihajajo? Ali se prilagajamo, spreminjamo, sledimo? Ali je bolje, da se ne preveč spreminjamo? Kaj je po tvojem mnenju formula? Jaz bi pri raznih generacijah Z pa baby boom in tako naprej, ko sem še jaz baby boom, bi raje govoril o osebnostnih lastnostih posameznikov in ne smemo pa zapasti v neke klišeje oziroma vnaprej nekoga razglasiti za takega. To je velika napaka, ki jo lahko delamo. Mislim pa, da so mladi dandanes bombardirani z vseh strani. Svet je tak, da vsakdo ima dostop do tvojega telefona, da ti nekaj tam prodaja, organizacije, društva in tako naprej tekmujejo med sabo. Sam pogledamo, recimo, če primerjamo število tekmovanj za fiziko, matematiko in tako naprej, ki so v osnovni šoli iz časov, ko sem jaz bil osnovnošolec, ko smo imeli že veliko tega, in koliko je tega sedaj, in kako se potem nek osnovnošolec odloča, kam bo šel, je kar veliko trganje za pozornost, tako da to je ena zgodba, Druga zgodba je pa tisto, s čimer se sooča pravzaprav visokošolsko izobraževanje, in jaz mislim, da smo eno veliko spremembo, pa mogoče nismo niti pričakovali, da bo tako obsežna in tako korenito vplivala, je bila bolonjska reforma. In ta bolonjska reforma ima kar nekaj dobrih stvari, bi rekel, ampak ima tudi eno tako izredno negativno, vsaj po moji oceni, ne vem, če se kdo strinja s to mojo oceno, ampak ko opazoval sem to že bolj resno 10 let nazaj, ko sem bil prodekan za študijske zadeve, zdaj pa tudi sem pozoren na to zelo in sem imel eno idejo, ki sem jo tudi v program volitveni že zapisal, in sicer opazil sem, da bolonjska reforma sicer odpira več vrat za več dijakov, ki se odločajo za visokošolsko izobraževanje, hkrati je pa, bom spet uporabil malo preveč ekstremen izraz, to postala mogoče malo preveč masovna proizvodnja, in to se vidi tudi v tujini, v ZDA, recimo tudi v Evropi in tako naprej. V ZDA, bom spet malo kritičen proti ZDA, je velikokrat, ko se pogovarjam z učitelji, s profesorji iz ZDA, mi dajo občutek, da so mezdni delavci. Nekdo drug pripravi gradiva, nekdo drug pripravi kurikulum, oni pridejo v učilnico in morajo drdrati tisto, kar jim je naročeno. Zaposleni so za 10 mesecev in tako naprej. Se pravi, te vloge so zelo tako razdeljene. In ne vem, če še kdo bere zakone in predpise tako kot jaz, ker jih pač moram, kot dekan. No, ampak ena zanimiva zadeva, ki sem jo opazil v zakonu o visokem šolstvu, je, ki bi se jo dalo interpretirati na ta način, da so pravzaprav fakultete oziroma univerze organizacije, v katerih učitelji oziroma profesorji združujejo delo in sredstva. To je zapisano sicer z dikcijo, da so nosilci izobraževalne in raziskovalne dejavnosti visokošolski učitelji. To so nosilci. Človek bi pričakoval, da so nosilci fakultete, ampak ne, učitelji so,
Kar je paradigma, ki je za nas značilna, mislim, da pretežno za Evropo, ne, in v tem se razlikujemo od ZDA, recimo. In mislim, da je to nekaj, česar ne smemo pozabiti in ne smemo spreminjati, ampak moramo se pa tega tudi zavedati, ne. Zdaj, je pa tako, svet se spreminja, nove tehnologije in tako naprej, prej sem nekaj že muke omenil in tako naprej. Jaz mislim, da tisto, kar je Bologna naredila, je nekoliko slabega, da je iz dodiplomskih programov, pa tudi podiplomskih pravzaprav, dala ven oziroma na nek način manjka v programih znanstveni pristop. Prej, desetletja, še ko sem jaz bil majhen, pa sem poznal koga, družinskega prijatelja, ki je študiral in tako naprej, se spominjam tistih časov, da so takrat že dodiplomski študentje se veliko pogovarjali o znanstvenem pristopu, da delajo poskuse, da pomagajo profesorjem pri projektih in tako naprej. Tega je danes izredno malo in mislim, da je bolonjska reforma to prinesla. Nekako se poučevanje, ne, zdaj govorimo o pouku na fakultetah, ne, morali bi govoriti o študiju. Kaj je razlika med študijem in poukom? Velika, ne, velika. Ja, ampak recimo, ko pa poslušamo odzive iz trga, je pa ključna predvsem uporabna vrednost vsega, kar počnemo. Seveda. In zdi se, da ta znanstvena podlaga pogosto ni dojemana kot učinkovita. In ravno pred kratkim sem brala eno študijo, da so delali raziskavo med mladimi v Ameriki in da kaže na to, da bo zanimanje za univerzitetne programe med mladimi padlo, ker so predolgi, ker so premalo zanimivi, ravno zato, ker so preznanstveni in ker ni takojšnjega recepta. Tudi v podjetjih včasih podjetja želijo recept bolj kot koncept. In trend tak je in kako bi komentiral to? Ja, jaz mislim, da se tukaj lahko pogovarjamo o vlogi univerze, ne. Kaj pravzaprav univerza je? Univerza je vedno bila znanstvena institucija, ne. Zdaj, lahko rečemo in se kot, ne vem, civilizacija odločimo, da univerza postaja srednja šola. Ker ni nujno, da je to, kar podjetja razmišljajo. Podjetja dejansko rabijo rešitve takoj in sodelavce, ki primejo, zagrabijo in naredijo nekaj, ne. Človek se tukaj iz drugega zornega kota lahko vpraša, ja, ampak če je nekdo končal srednjo šolo, a ne bi zdaj opravil še enega tečaja nečesa na srednješolski ravni, kjer bi dobil ta hands-on nekaj, ne. Je pa vprašanje točno to, kar sem prej rekel, ne, kakšna je vloga univerze. In po mojem mnenju, in to se bo lahko spremenilo, ni važno pravzaprav, kaj jaz razmišljam, ampak kot dekan, zdaj pa zagovarjam stališče, svoje osebno kot dekana, da je univerza še vedno znanstvena institucija in ko pride nekdo kot mlad študent, kot bruc recimo na univerzo, mu mora univerza predvsem pomeniti to, da mu predstavi širino. Odpira. Širino in kaj je pravzaprav znanstveni pristop, ne. Ker mi smo zdaj to znanost potisnili vse do doktorata, pa še doktorati nam počasi postajajo bolj delanje nekih kljukic, a je študent opravil ono ali ni opravil ali kaj, ne. Kakor pa to, da delaš z mentorjem na neki raziskavi in se naučiš Poglabljaš. Ja. Se pravi, odgovornost univerz naj bo še vedno odpiranje različnih pogledov, znanstvena podlaga, potem je pa odgovornost istočasno tudi, da fakulteta najde načine, kako pa na uporaben način to znanje prenesti v prakso. Ja, ker potem je tukaj tudi jasna vloga, kaj je pravzaprav vseživljenjsko izobraževanje, ne. Ker ti, če greš po eni karierni poti in prideš recimo do doktorata znanosti,
doktorat znanosti ni samo 3. stopnja, še eno spričevalo, ne. To sem letos povedal tudi novim doktorskim študentom, ne, zdaj prejšnji teden, ko smo imeli otvoritev, da pravzaprav to ni samo navadna diplomca, ne, ampak na koncu bojo imeli diplomo, ki bo pravzaprav potrdilo, da se lahko imenujejo znanstveniki sami sebe, ne. In potem, če pa potrebujejo še bolj uporabno znanje, v prakso usmerjeno znanje, ga pa lahko preko vseživljenjskega izobraževanja še vedno nadgrajujejo. In na našem MBA-ju, na Ljubljana MBA-ju denimo, imamo ogromno doktorjev znanosti iz drugih področij, ki potem nadgradijo svojo znanstveno podlago še s poslovnimi znanji. Da se premakneva še na eno drugo področje, to je vodenje. Noben podcast pri nas ne gre mimo, da bi kakšno besedo rekli o vodenju. Pa me, Tomaž, zanima, kakšna je razlika med profesorskim poklicem in s funkcijo predsednika uprave, ki v tvojem primeru rečemo dekan? Kaj pa vem, pravzaprav dnevi so bolj dinamični. Razlika pa niti ni tako velika, kot sem si prej predstavljal. Pravzaprav gre pri tem za to, da vsak dan, ko vstaneš, da imaš to-do seznam, ne, kaj boš tisti dan naredil, in da to pelješ naprej, ker imaš v sebi nek motorček, ki te skozi opominja, to moraš narediti, ne, in to se pravzaprav ni spremenilo, ne. Tisto, kar je seveda druga plat zgodbe in kar ponavadi se mogoče kdo, ki ne dela na akademski inštituciji, potem zbija šale na ta račun, je pa, da profesorji imamo, če smo v vlogi profesorja, imamo manj podrejenih, neposredno podrejenih, se pravi, ekipa je manjša, se pravi, ti ni treba skrbeti za to, kako boš nekoga vzgajal in tako naprej, čeprav si mentor, imaš študente in tako naprej. Ampak je to neka drugačna vloga, to ni ista vloga, kot da imaš ti neko hierarhično strukturo, kjer se dnevno razporeja delo in tako naprej, ne, kar je tudi v dekanski vlogi malo bolj poudarjeno. Ni pa tiste, kot dekan si ne moreš privoščiti akademskega razmišljanja o nečem, ko mogoče tvoje razmišljanje na koncu ne prinese rezultata končnega, ne, ampak moraš dejansko ukrepati. Se pravi, na koncu mora biti odločitev, ki jo moraš izvesti, ne, ni neki, zdaj pa, bom jaz to preskočil, ne moreš preskočiti, to je prva zadeva. In tudi je treba povedati, da mogoče si kdo predstavlja, če ni še bil v vodstveni vlogi nikoli, ne, da ko se vodstvo odloča, da se odloča za dobro stvar pa slabo stvar, in zakaj niso izbrali dobre stvari, ne. Ne, odločaš se med slabo stvarjo in malo drugače slabo stvarjo in, ne, kaj boš pol naredil, ne. To je tisto, kar je najbolj težko tukaj. Moram pa reči, da mi je pa veliko pomagalo par stvari v moji karieri, in sicer zato, da zdaj sem boljši dekan, recimo, oziroma da boljše opravljam svoje zadolžitve, in sicer bil sem v nekaj vodilnih vlogah pri evropskih projektih, zadolžen za, ne vem, operacije, kot se temu grdo reče, pa finančne zadeve in tako naprej. Druga zadeva pa je, da sem bil vključen v nekaj svetovalnih projektov na področju informatike in to mi zlasti pomaga pri tem, ko si rečem zdaj, ko sem dekan, da se preslikam in rečem, kaj pa, če bi bil jaz zdaj svetovalec, pa bi nas pogledal, kako funkcioniramo kot fakulteta, ne? Kaj bi rekel dekanu? In ravno to, ko si noter v stvareh, jih vidiš drugače, kot če si zunanji opazovalec in imaš nek drug pogled, neko drugo, pa rečeš, okej, dajmo, fantje, malo drugače to narediti, ne. In lažje je gledati od zunaj, se strinjaš? Ja, absolutno. Večkrat si že omenil informatiko, se tvoje raziskovalno področje kot profesor je poslovna informatika.
Ja. Tudi to področje je področje, kjer se spremembe dogajajo z izjemno hitrostjo. Kako komentiraš? Mi smo, se spomnim, leta 2014-2015 smo že delali digitalizacijo, dogodke, konference, potem blockchain, zdaj umetna inteligenca. Kako komentiraš trend teh sprememb? Kaj se pravzaprav dogaja? Dogaja se marsikaj, seveda. Vprašanje zdaj veliko je, kaj bo zdaj ta umetna inteligenca pomenila, ne. To se vsi tudi bojimo, ne, in tako naprej. Jaz moram reči, da se včasih kar malo nasmehnem, ker nekako jaz sem zrasel, pa mogoče se bo to malo smešno slišalo, ne. Jaz sem zrasel s parimi zadevami, in sicer po eni strani sem po srcu inženir, sem pa v srednjo šolo šel v družboslovno gimnazijo. In pol so mi še svetovalne delavke in tako naprej rekle, pa saj lahko se prepišeš pa tako naprej, če bo kakšno mesto, pol pa po nekaj tednih sem kar ostal. Ne šel na naravoslovje, ne, ampak ostal na družboslovju, in mi to ni žal, zaradi tega, ker ne vidim sveta samo v škatlicah, ne, ampak vidim tudi tiste mehkejše plati in jih razumem, ne. In moram reči, da veliko je vplivalo to, da smo imeli nekaj močnih profesorjev, v smislu močnih, intelektualno močnih profesorjev, ki so pravzaprav vplivali na naš razvoj gimnazijcev takrat, ne. En profesor zgodovine nam je kot mladim, ne vem, že prvi teden rekel, vi ste intelektualni cvet slovenski, ampak to boste dokazali s tem, da boste zaključili uspešno to gimnazijo, ker pri meni boste tenko piskali, ne, ker bo treba se res učiti, ne. In ali si zaslužite ta naziv, da ste intelektualci, ne. Tako so nas ganjali, ne, da tako rečem. Tako da to je ena taka zgodba. Druga zgodba, ki je povezana z informatiko in novostmi in umetno inteligenco zdaj, je pa recimo to, da sem zrasel ob silnem prebiranju znanstvene fantastike. In zdaj, ko pride kakšen film, ke vsi derajo v kinodvorane in tako naprej gledati in je zelo veliko o tem govora, ne, se spomnim jaz, pa saj to je pisal že oni ne vem, leta 50, ne, imel roman in tako naprej. To so taki romani, na primer zdaj pri umetni inteligenci se spomnim, marsikateri roman je bil že na to temo napisan. Recimo Kolos, ne vem, če sploh poznate, ne, Kolos, 2 računalnika, sovjetski in ameriški, ne, ki sta zadolžena za obrambo, imata pa škarje in platno, ker sta nedotakljiva tudi s strani graditeljev, ne. Se pravi, bi lahko rekli, zgodovina se malček ponavlja. Ja. Ko sva imela z gospodom Janezom Škrabcem, predsednikom našega Alumnija, enak podcast, se spomnim, je rekel, poznavanje zgodovine ti lahko zelo pomaga pri odločanju danes. Se verjetno s tem strinjaš? Absolutno, absolutno se strinjam. Tukaj jaz moram reči, da meni so všeč kakšne zgodbe. Berem zgodovino tako kot zgodbe, ko je bil nekdo, kakšen voditelj državni ali kakorkoli v neki situaciji in je moral pol nekaj narediti, a la Romanjev Canosso pa take stvari, ne. Druga zadeva je pa opazovanje sistemov, ker jaz se veliko ukvarjam tudi s teorijo sistemov, sistemsko teorijo. V to sem šel že kot študent informatike in potem asistent. No, in z vidika družboslovja pa skušam razumeti, nenazadnje tudi z vidika voditelja, ne, oziroma pač dekana zdaj, prelomnice. Oziroma ravno tako kot iz geografije najbrž poznaš razvodnice, ne, ko prideš na en hribček, ker ni nič kaj takega, ne, pa ti nekdo reče, tukaj je pa razvodnica med Črnim morjem pa Jadranskim morjem, ne.
kaj so razvodnice v družbi, ne? Kdaj se zgodi neka prelomnica, ko rečeš, zdaj gre pa družba v drugo pot. In tako tudi, če opazujemo to, kar sva se prej pogovarjala o pomenu poslovnih šol, kako zdaj družba v Evropi funkcionira ali kam gre, ne, in tako naprej. In tudi institucije, pravzaprav posamezne, tako kot je naša fakulteta, grejo skozi cikle razvoja in ti cikli se grejo recimo malo navzgor, potem pa, ko pride do neke točke, se obrne navzdol in potem, ko pride dol, gre nazaj gor in tako naprej, ne. Tako da tudi to, da zelo veliko študentov študira zdaj po svetu na globalni ravni, ne, da je veliko študentov na programih in tako naprej, in ta nova tehnologija recimo, to lahko pomeni, da bojo univerze sčasoma, ko se bo val obrnil na drugo stran, ne bom rekel gor ali dol, ampak na drugo stran, da bojo spet postale tisto, kar so bile pred 150 leti. Mentorji s skupinico študentov. Masovke bo pa delal AI, pa tako naprej, oziroma umetna inteligenca. Kako lepa napoved za prihodnost, upam, da se bo uresničila. Čas se nama počasi izteka, zato bi vprašala še nekaj zares osebnega. Že iz prejšnjega pogovora sem razumela, kako zelo bogato je tvoje poznavanje zgodovine. Vem pa tudi, da si izjemen hribolazec. Pa me zanima, kaj je bil tvoj največji podvig? Težko rečem. Mislim, v smislu nekega napora, kakorkoli, ali pa težavnosti, mogoče Mount Kenya. Sva šla s prijateljem Mitjo Čokom leta 2013, že kar nekaj časa je od takrat. V smislu višinske bolezni, 5000 metrov je le 5000 metrov, 3 dni hoda, se pravi 2 dni sva rabila za gor, 1 dan dol, sva kar hitro šla, seveda pa ne moreš iti tja brez vodiča, ker te lahko doleti, ne vem, kakšna, zaideš in tako naprej. Niso tako markacije kot pri nas, ne, ampak je to malo drugače. Sicer je pa težko reči, kaj bi bil največji podvig, ker pravzaprav kamorkoli grem, mogoče razen na Šmarno goro, ker je res easy, ne, bi rekel, pa blizu, da za vsak pohod se pač pripravim, ne, vem, kam grem, pogledam vreme, vzamem s sabo stvari, ki jih bom mogoče potreboval, zato so moji nahrbtniki 2-krat pretežki, ne, ampak tukaj sledim nečemu, kar je tudi Mitja sledil, tukaj sva si bila zelo združljiva, ne, kompatibilna, in sicer there is no bad weather, there is only bad equipment. Tako da tudi po kakšnem dežju pa takih zadevah, snegu, ni težko bilo nikoli iti, je pa seveda treba vedeti, da pač, če je mokra skala, pol je pač mokra skala in pol imaš problem, ne. Kar je pravzaprav, tisto, kar je najtežje narediti včasih, ko rečeš, danes bom pa tam prišel, in da prideš v situacijo, ko rečeš, ne, tukaj se bom pa nazaj obrnil. Mogoče je to še hujši podvig kot pa Mount Kenya. Ko imaš ono željo v sebi, ne, pridem na cilj, na vrh, pa pravzaprav takrat, ko si na cilju, na vrhu, si pravzaprav tudi malo žalosten, ker je zdaj konec, ne. Oziroma saj te čaka tudi pot dol, ne, ampak pol pa seveda eno čokoladko poješ, pa sendvič, pa je neko zadoščenje, ne. Ampak važna je pot, ne, da si zunaj, da delaš, ne. Važna je pot. Pogosto pri vodenju, ko s podjetji delamo na področju vodenja, se zelo pogosto pogovarjamo o tem, iz kje vse lahko vlečemo iztočnice, ki nam pridejo prav tudi pri vodenju. Kaj bi ti rekel, kaj lahko iz hribov, iz tega sveta, katere vrednote lahko preseliš v okolje pisarne? Ja, mogoče ravno to, da se pripraviš na stvari vnaprej. Pravi, to je izredno pomembno in jaz sem tudi tak človek, da tudi ne samo hribi,
ampak tudi, ko kaj opravljam svoje delo, ne, da se vnaprej pripravim. Tudi ko pridem na kakšen sestanek, da vem vnaprej, kaj bom povedal oziroma kaj je pomembno, kaj ni pomembno in tako naprej. Moram reči, da na žalost mi kot dekanu to včasih ne uspe, ker je sestankov dosti. Na veliko sestankih tudi nisem jaz tisti, ki vodi sestanek, in potem sem manj pripravljen, in ker tudi časa nimam dovolj za vse poštimati, ne. To je ena zadeva, druga zadeva, ki se pa tiče nekoliko bolj recimo vrednot takih stvari, je nekaj, kar je v recimo visokogorskem svetu bolj prisotno, ker mora biti in je prav, da je neko tovarištvo, solidarnost, tam se vsi tikamo, ne, saj pač če greš v hribe, to takoj vidiš, ne. Recimo na zadnjem pohodu sem srečal starejšo planinko, ki se je vračala s Triglava, ne, jaz sem šel na kosilo na vodnikov dom, in sva zaklepetava, kje sva vse bila pa tako naprej, pa kaj vse počnemo, in pol je opazila, da sem spil zadnji požirek vode, ne, imel sem pa, ne vem, še ene pol ure do doma. In pol se posloviva in pol ona tako zakliče za mano, ene 10 metrov sva že bila stran, ne, pravi: vam dam malo vode, sem glih natočila, ke sem videla, da vam zmanjkuje, a boste imeli dovolj, ne, do vodnika, ne, take stvari, ne." Skrb do sočloveka. No, pa mogoče bi dodala še eno stvar, odgovornost. Za hribe človek rabi biti odgovoren, enako kot je pomembno, da kot vodja si odgovoren vodja. Tomaž, najlepša hvala, da si z nami in vsemi poslušalci delil svoje razmišljanje. Kot vedno smo se tudi od tega pogovora lahko nekaj naučili, če smo želeli. Najlepša hvala, želim ti vso srečo pri svojem delu, tebi, tvoji ekipi in vsem sodelavcem in študentom Ekonomske fakultete. Vso srečo. Hvala lepa, Monika, za vabilo, bilo mi je v veselje se pogovarjati s tabo na tak prijeten način. Moram reči pa, da kot dekan, sem zelo hvaležen svoji ekipi, vam, v centru. Brez kolektiva ne moreš biti dekan, ne. Tako da moram reči, da naša fakulteta je lep primer zelo dobro povezanega kolektiva. Takrat, ko pride kakšna zadeva na mizo celemu kolektivu kot neki izziv, a la covid pa take zadeve, takrat vemo, kaj moramo narediti, ne. In tudi če primerjam naš kolektiv tudi s kakšnimi drugimi fakultetami, šolami, moram reči, da ne bi zamenjal tega. Lepo slišati. Hvala lepa. Hvala tebi.